Lačen sem. Nekaj bi rada pojedla. Ali so zaloge pošle? Zaloge so povsem izčrpane. Ostalo ni prav nič. Mislil sem, da bi morali imeti še nekaj govedine z grahom. Nič ni ostalo. Jest! Jaz bi tudi nekaj pojedel. Nekaj? Budite no realistična, gospoda, recite. Meni je že čisto vseeno. Zdaj ste sami rekli, da so zaloge izčrpane. Kaj ste mislili? Pojest moramo. Vendar ne nekaj, temveč nekoga. Ničesar ne vidim. Tudi jaz ne vidim nikoga razen. Pojest moramo enega izmed nas. Pa dajmo enega. Ja, enega pojemo. Gospoda, saj končni smo otroci. Opozarjam pa, da ne moremo vsi istočasno biti, dajmo jest. V takem položaju mora nekdo izmed nas reči, izvolite, gospoda, postrezite si. Kdo? Kdo? Prav to sem vaju hotel vprašati. Apeliram na vajni tovariški duh, na vajno dobro vzgojo. Šamle pa leti ga lep. Kalep. Morda ni lepo, kar bom zdaj povedal, vendar moram priznati, da sem strašno egoističen. Že v osnovni šoli sem malico vedno sam pojedel. To pa ni lepo. Vendar, če nam ne ostane drugega, bomo morali žrebati. Izvrstno. To bo najboljša rešitev. Žrebali bomo po naslednjem sistemu. Nekdo od gospodov bo povedal katero koli številko. Nato bo drugi gospod povedal drugo številko. Na koncu bom še jaz povedal svojo. Če bo vsota teh števil liha, bom izžreban jaz, kar pomeni, da bosta pojedla mene. Če pa bo vsota soda, bo pojedel en od vaju. Ne. Jaz pravzaprav nasprotujem igrom na srečo. Kaj pa, če se zmotite? Ne zaupate mi? Škoda. Raje poiščemo drug izhod. Saj smo civilizirani ljudje, žreb je preostanek temačnih časov. Vulgarno vraževerje. Dobro. Organiziramo torej svobodne in splošne volitve. Zamisel ni slaba. Če vam je prav, oblikujva volilno skupnost blok, da bo vso stvar poenostavili. Parlamentarizem je preživet. Druge poti pa ni. Ali pa hočete diktaturo? Jaz bi bil takoj pripravljen prevzeti oblast. Ne, dol s tiranijo. Torej svobodne volitve. Tajno. Ampak brez zavestništev. Vsak naj samostojno nastopi kot proti kandidat. Tukaj je klobuk. Vam bomo položili lističe s kandidatovim imenom. Ničesar nimam zapisati. Rada vam pomagava. Izvolite. Začnimo. Trenutek.
če že organiziramo volitve kot moderni ljudje, potem ne smemo preskočiti predhodne etape v volilnem boju. Ta pa je na vsem civiliziranem svetu pred samimi volitvami. Če na vsak način želite, Torej agitiramo, pa ne pohitimo. zborovanje je odprto. Kdo bo prvi stopil za govorniški urad? Morda vi? Raje bi potem nikoli nisem bil dober govornik. Vendar ste si projekt zamislili prav vi? Ja, vi ste množice pregovorili v to zborovanje, v to politikasterstvo. Zato tudi vi začnite. Če na vsak način želite, gospoda, Mi dva sva preprosta človeka, ne bova poslušala prilizovanja. Povsem pravilno, dol z omletnimi besedami, da slišimo golno resnico. kolega, tukaj smo se zbrali, K starovarni. Lotimo se dela. tu smo se zbrali, da bi rešili žgoč problem oskrbe živili. Kolega, mene ne bi smelo upoštevati kot protikandidata. Imam ženo in otroke. Nič kolikokrat sem sedel pri sončnem zahodu na vrtu in gugal. Otroke, medtem ko je žena sedela zraven mene in kvačkala, dokler je kaj videla, gospoda kolega, prikličite si pred oči to nežno, miroljubno sliko in se vprašajte, ali vaju to ne gane. To pa res niso argumenti. Kada gre za splošno korist, morajo občutki molčati. Otroci se lahko gugajo tudi sami. Še celo bolje. Povsem pravilno. V otroški vrtec z njim, tam je dovolj vrtiljakov in gugajnic. Ne, otroci to pa res niso argumenti. Ampak kolega, ko sem bil še popič, so meni zoreli zvišeni načrti. Priznam, kasneje se nisem dovolj ukvarjal s sabo, nisem dosegel vsega, o čemer sem sanjal. Vendar čutim, ni še prepozno, še marsikaj se da popraviti. Zato pa obljubljam, da se ne bom več zanemarjal in da ne bom popuščal na poti proti cilju. Marsikdaj sem se spotaknil. To je res. Premalo sem verjel vase. To je res. K temu sta se pridružili šele nova in ravnodušje. Lahko pa še vse nadoknadim. Prisegam. Nadoknadil bom. Treniral si bom voljo. Je kriv značaj. Učil se bom, dokler ne bom dosegel vsega, kar je še pred mano. Iz mene še nekaj bo. Glasneje. Iz mene še nekaj bo. To je subjektivizem. Hočemo jesti. Če vam je všeč, dajme skupaj. 3, 4. Hočemo jesti. Hočemo jesti. Hočemo jesti. Kljub temu pa vam moram to odsvetovati. Z vso odločnostjo. Tovariša ob mizi? Nisem intelektualka in ne besedičim rada. Če se je pa treba česa lotiti, sem pa za to. Že od najzgodnejšega otroštva me zanima kulinarična umetnost. Pri tem pa mi ni do hrane. Skromen človek sem, zahtev skoraj nimam. In če smem biti iskrena, me hrana ne veseli. K vsem tem pa sploh ni
tretji dan zaužila enega ali kvečjemu dva grižljaja. Nato sem pa popolnoma prenehala. Shrano sploh prekinila. Obratno pa je pripravljanje slastnih jedi postala moj konjiček. Za dobro kuharico ni kaj lepšega, če po dolgem in težkem delu lahko gledam, kako drugi jedo, kako jim gre v slast. Samo to plačilo si želim. Rada bi še dodala, da so moje specialiteta mesne jedi. Jih ni takih omak, kot so moje. Več ne bi hotela reči. Bravo! Hurra, naj živi, živeli! Lačni, pozdravljeni! Hurra, bravo! Kratek bom, kot se za soldata spodobi. Prvič, ne bi želel vplivati na vaju. Sama se morate odločiti. Vaj služabnik sem in vajna volja mi je sveta. Jem, kam mi dajo. Drugič, ne plete ničemu, sem neprebavljiv. Vse življenje sem bil žilav in koščen. Razen tega imam 2 železni rebri. Pri operaciji so mi vzeli ledvico in imam eno nogo krajšo kot drugo. Mimogrede bi rad omenil, da imam morda še gliste. Tretjič, demagogije ne maram, sem za jasnost. Če ne bom izbran, bom svojemu kolegu prostovoljno odstopil stegno in ledveno pečenko. Pravzaprav se lahko zadovoljim tudi z jezikom. Če pa se je slučajno kdo namenil. Temu povem kratko in jasno, jeziku se ne bom odrekel. Bravo, vodja, ukazuj! To bi bilo vse. Ne prenesem klevetanja in ne zmenim se za filozofe in slaviče. Zdaj pa naprej! Hurra, bravo, bravo! Bravo! Ste zdaj zadovoljni? Presegli ste samega sebe. Da, vi ste pravzaprav ne jem ledvene pečenke. Enostavno mi ne gre. Če pa nimate nič proti, bi... Dovolite, da vam čestitam. Govor me je globoko presunil. Kar se pa tiče jezika, sem pa popolnoma na vaši strani. Dobro. Volilni boj bi imeli za sabo. Zdaj pa glasujmo. Vljudno se vam zahvaljujem. Ni zakaj. Če pa bi slučajno hoteli še kaj popraviti, sem vam na razpolago. Tako. Zdaj bomo prešteli glasov. Radovedna sem. Glasovanje ti zbudi tek. Lahko bi se vedli nekoliko obzirneje. Kaj pa je narobe? Kakšen je rezultat? Gospodje, volilni boj bomo morali razveljaviti. Zakaj lačno so? Ali bi radi preprečili svobodne, demokratične volitve? V cilindru so 4 lističi. 4! Saj sem že rekel, parlamentarizm je preživit. Kaj bomo pa zdaj? Tipična državna kriza. Morda bi morali kandidate enostavno imenovati? Ja, kdo ga bo pa imenoval? Jaz bi to z veseljem oprašal. Jaz sam sem hotel to predlagati. Ne, ni govora. Prav trapastom. Z demokracijo ni šlo. Diktatura se srečuje z odporom. Ja, ampak nekaj si moramo izmisliti. V takih primerih lahko položaj reši samo osebnost, ki se je pripravljena žrtvovati. Spomnimo se, da so vedno prostovoljci bili tisti, ki so našli izhod, če so odpovedali vsi drugi postopki. Dragi in spoštovani kolega,
Ne, opozarjam, da ne poslušam. Poslušajte, no. Spoštovani in dragi gospod, vsem nam je znano, da se značajskih lastnosti, kot so požrtvovalnost, ljubezen do bližnjega in tovarištvo, ne da zatajiti v neskončnost. Že od prvega trenutka sva, moja kolegica tu in jaz, opazila, da je v vas nekaj, kar vas ločuje od naju. In tisto nekaj je prirojena plemenitost, neustavljivo hrepenenje, žrtvovat družbi, pripravljenost, malo ne, gospa kolegica? Nikoli v življenju nisem srečala boljšega človeka. Srečni smo lahko, da kolektiv končno ugodi vaši iskreni želji po priložnosti, po možnosti, da uresničite svoje skrito, čisto koprnenje. Če si želite, da bi se nama vtisnili v spomin kot spoštovana, tovariška, slastna osebnost. Kaj, nočete biti prostovoljec? Ne. Izdajate skupnost? Teptate zaupanje kolegov? Nočete? Ne. Ogavno. Dokončno odklanjate najma ponudbo? Kategorično ne počutim se poklicanega za kaj takega. Midva so opravila. Imela sem vas za poštenega človeka, za patriota tega splava. Zdaj se pa je izkazalo, da ste malo pridnež. Adjö! Razočarali ste me. Ni vam mar časti. Morda bi pa predlagali drugačno rešitev. Z veseljem vas poslušala. Rešitev? Izvolita. Od otroštva sem hrepenel po pravičnosti. Želim si pravičnosti, ničesa drugega. Presenečate me. Zakaj? Odkot pa veste, da se ta pravičnost ne bo obrnila zoper vas? Hočem reči, da se ne bo izrekla za vas? Da vas ne bo določila za kandidata? Se to je čisto enostavno. Od malega sem bil nesrečen. Vse se mi je sfižilo, vse se je zareklo proti meni. Potem takem nepravičnost poravna dosedanjo nesrečo? Ja. Očitno je, da se predvsem kolanjavci pritožuje nad pomanjkanjem splošne vseobsegajoče pravičnosti. S tem vašim kričanjem po pravičnosti želite prikriti le lastno nesposobnost. Ostajam pri tem. Strinjam se z vsem pod pogojem, da bo pravično. Kaj pomeni pod pogojem, da vas ne pojiva? To je pričanje. Želim pravičnost, ničesa drugega. Gospodje, sedimo. Problem je težak, se pa da rešiti. Z njim ne govorim več. Gospa kolegica, ali imate mater? Kako bi se človek izrazil? In vi, gospod šef? Žal sem skoraj od začetka sirota. Ubogi starši. Točno to sem tudi jaz hotela reči. Pravzaprav sploh nisem imela starše. Kaj pa vi? Imam mamico, ki zdaj vsa sama joče za menoj. Uboga mama. Zdi se mi, da je stališče pravičnosti zadeva popolnoma jasna. Ali bi mogli lahkega srca prizadejati dvojni siroti kaj hudega? Celo največji divjaki so menili, da je največja krivica, če si sirota. Ne, spoštovani gospod. Če bi pojedli enega od naju sirot,
bi to bil enostavno udarec v obraz najelementarnejše pravičnosti. Ko da ni dovolj, da bi sva samo siroti. Zdaj pa naj bi naju še pojedli. Ne, spoštovani gospod, to je jasno ko beli dan. Vi ste imeli mamico in zato vam je v življenju vedno bolje šlo. Ali se tudi vam ne zdi, da bi bil čas, da poravnate svojo moralno krivdo do sirot, do tistih, ki nismo nikoli izkusili materinske ljubezni, toplote domačega ognišča in dobre plati blaginje? In to toliko bolj, ko vas po lastnih besedah tako že objokuje. Mogoče pa tudi moja mama že umrla. V zadnjem času se sploh ni počutila dobro. Vse govorite. Že tako dolgo ni bilo doma. Govorite kot otrok. Ja, kakšne dokaze pa imamo? Niti najmanjšega dokaza nimamo. Točno. Saj sem že povedal, da se ni počutila dobro, ko sem odpotoval. V zadnjem času se toliko govori o civilizacijskih boleznih. Umetnikova fantazija. Igra misli nima meja. Vaša mama je gotovo zdrava kot dren. Bog ji daje dolgo življenje. Najnestarši pa. Se še spomnite dolgih jesenskih večerov, ko sva v najnežnejšem otroštvu bosa prodajala mimo idočim žigalic? Ne govorite mi o tem. Bolje, da ta doživetje ostane v naročju pozabe. Se še spomnite daljnega sorodnika, tega stiskača, ki nam je na pol nagima vzel zadnji košček slanine, da bi jo dal v mišnico za babo? Ti duhovi preteklosti. Prostite, zdi se mi, da slišim glas z morja. Oddaljujete se od teme? Očitno vas človeška beda ne gane. Vi egoistično vzgojeni sinčki. To bi meni imel žogo. Žogo in medvedka. Na pomoč, SOS. Resnično, zdaj se sliši čisto razločno. Na pomoč. Pa res, nekdo plava proti nam. Se moram ne pa spirat se na bok. Šef, mogoče nam prinaša hrano. To ni izključeno. Prav lahko se zgodi, da kmet, ki gre svojim pujskom na trg, pade v vodo, s poslednjo močjo se oklepa, da ostane nad vodo, z eno roko pa drži pujska svojega edinega premoženja. Uniformije. Taki ljudje jedo v oficirski kantini. Pozdravljeni. Na pomoč. SOS. Dobar dan. Na pomoč. Najlepša hvala. Ali nimate nič za jest? Prav nič. Tudi sama bi rada malica lahko. Odplavilo me je še pred zajtrkom. To ste vi, če to ni nenavadno. Se poznata? Jasno. Temu gospodu že 9 let nosim pošto. Sploh nisem vedela, da ste na morju. Izredno naključje. Telegram imam za vas. Telegram zame? Ja, ravno sem se z vozojavko odpravila na more k vaši hiši, ko me je zagrabil val. Hvala Bogu, nisem slaba plavalka. Tukaj je. Oprostite mi za trenutek. Je ta uniforma prava? Prava, samo nekoliko mokra. A veste, Yes! Ura, ura, ura! Kaj pa je? Zadev me je težak udarec usode. Moje matere ni
Več. Zdaj pa imamo. S tem v smesi bi vaju opozoril, da sem zdaj tudi jaz sirota. Torej se moramo ponovno posvetovati in še enkrat od začetka premisliti, koga naj pojemo. Protestiram. To ni pošteno. Gotovo držite s poštako. Gospod, žalite uradnico pri upravljanju službe? Koliko vam je plačal? Morda se pa poznata še iz šole? Vaše obtožbe so neutemeljene. Vprašajte vendar poštako, ali sem se dogovoril z njo. Izvrstno. Vprašajmo jo. Če bo priznala, vas nepreklicno pojema. Če pa bo tajila, bomo pojedli poštako. Kaj pa naj to pomeni? Kome sem prišla, pa bi me že pojedli. Sej, to je nezaslišano. Tako je. Vi ste kar se da primerni, še čisto sveži ste. Če, najbolje, da pojeva oba. Poštarska pečenka. Enega spečeva, iz drugega nariva različne predjedi in sladica. En kos lahko nasoliva in spraviva za kasneje. Ali pa enega napolniva z drugim. Da bo odlično. Mogoče pa gospa poštarka ni dvojna sirota. Mi zapuščeni in brez domovine. Kako bi jo vprašali, ha? Morda bi lahko iz drugega stisnila vino. Vino? Ja, kot vino bi komaj dosegla povprečje. Ampak kot poštarka sem pa odlična. Pravega poštarskega vina ne gre zaničevat. Če boste krivo pričali in trdili, da sva bila dogovorjena, se bom pritožil na poštni upravi. Zato vas naj ne skrbi. 30-letno službo opravljam brez him. Ste se dogovorili s tem gospodom, da ali ne? Če poveste, da je novica o smrti njegove mamice izmišljena, vam bomo dali ledvički in mogoče polovico slanine. Če pa je resnična, vas bomo med 3 sirote pojedli. Pošta je institucija za ljudi in jim mora kot taka tudi služiti. Vas ostanite neomajni. Ne bojte se, sem poštna uradnica starega kova. Ne boste me potem dala z ledvičkami. Ja, ponudila bi vama še kolence, več pa si pri najboljši volji ne moreva privoščiti. Ne, gospod, nasvidenje. Au revoir. Ciao, ciao. Salut. Nikar, ostanite še malo in povejte vsaj, da sem nedolžen. Ne odhajajte. Ampak, gospoda, sta se zdaj sama prepričala, da smo stališča pravičnosti na istem. Vsi smo sirote. Pogamite, prosim, mizo. Vse potrebno boste našli kovčku. Kako to? Sirote. Ja, ne pozabite, da je še nekaj druga pravičnost. Historična. Kako naj to razumem? Šef, ali bova potrebovala cenilo? Še zdavnaj nismo enaki samo zato, ker nimamo staršev. Razčistimo tole vprašanje. Kdo so bili naši starši? Božjo voljo, starši pač. Aha. Kaj je bil vaš oče? Kaj pa pekač? Moj oče, pisarniški uslužbenec, zakaj? Prostite, čisto sem pozabila potrdil. Tako ste me zmedli. Kje naj podpišem? Tukaj, prosim. Izvolite. Kar lep kos sem morala preplavat. Najlepša hvala. Nasvidenje. Hvala lepi. Pisarniški uslužbenec je torej bil vaš oče. To sem si mislil. Pa veste, kaj je bil moj oče? Ne. Navaden drvar in analfabet. Tale moja kolegica pa očeta sploh ni imela. Mati jo je rodila iz žalnosti zaradi svoje neizrekljive stiske. Ja, tako je, gospod. Vaš oče
aristokracije, popisoval pole papirja, pri tem pa udobno sedel v topli, čisti pisarni. Moj oče pa je podiral borovce za proizvodno papirja, da je vaš oče sploh imel na kaj zapisati zapletene odločbe, ki jih je dobivljala uboga mama moje kolegice, ki očeta sploh ni imela. Ja, vas čisto nič ni sram! Ja, ampak pri vsem tem vendar nimam nič. Zato pa pravimo pravičnosti, ki nam zdaj veleva naj vas použijeva historično. Nikar, dobri človek, ne zapustite stana, zapite naprej. Sami vidite, historična pravičnost. Ja, vidim. Živeli ste v palati, jahali na poniju. Jaz na poniju? Moj oče se še zajca ni mogel privoščiti. Ne prenašajte prosim lastnih spominov iz otroštva name. Hočete reči, da si imel ponija? Seveda, saj ste ravno kar sami priznali. Slovesno zagotavljam, da nikoli nisem imel opravka s ponijem. Jaz pa sploh ne. Moj oče besedo poni sploh ni poznal. Na vse zadnje je bil analfabet. Bogi poni. Če si ne mara potegnica, ali nimate srca za žival, saj ste zaradi nje preživeli tepe otroške dneve. Ampak ta lakaj? Kateri lakaj? Gospa kolegica, ste videli kakšnega lakaja? Jaz? Kako? Spoštovani gospod, ne morem vas več imeti za polnopravnega sogovornika. Vi imate privide. Bogi norec. Kot neprišteven član bi morali toliko bolj pustiti, da vas vodijo ljudje, ki vedo, kaj hočejo. Družbo morate zapustiti. Najboljša pot pa je, da vas družba použije.
Gospa kolegica, poganite prosim mizo. Ali bomo potrebovala čajni žlički? Se razume, imevala bova več hodov. Enega ali dva noža? 2. Patička? Ja, jasno da, vse kot se spodobi. Končno smo civilizirani ljudje. Lepo prosim. Primo malo bolj na desno. Halo, vi? Jaz sem zastrupljen. Skodelice za kompot bolj na sredo. Častna beseda. Pravzaprav nisem hotel govoriti o tem, vendar bi mi pač bilo žal gospodov. Očistite. Saj se ne izmotavam. To pravim samo zato, ker hočem vama dobro. Tudi sam rad dobro jem, vem pa tudi, da požrešnost človeka pokvari. Če ne bi bil zastrupljen, seveda ne bi imel nič proti. Res ne. Je pa moja dolžnost, da vaju opozorim. Lahko začneva. Da, šef. Saj ne trdim, da se tega ne da pozdraviti. Če še malo počakata, bo zagotovo minilo. Obležal bom pač za dan ali 2 in potem bo šel strup iz mene. Tukaj na vogalu bom ležal, da gospodoma ne bom na poti. Čim bo stvar v redu, se bom oglasil. Nikako pa se nočem zmuzniti. Lahko pa ne bo trajalo 2 dni, kvečemu en dan. Ali ne poznata pregovora? Spravi si za jutri, kar bi lahko danes pojedel. Zadostovalo bi tudi nekaj ur. Celo 1 urica bi bila dovolj. Tako, zdaj pa je že čas. Dobro. Prav imata. Vendar, ali bi smel dati gospodoma povsem nesebičen nasvet? O čem pa? Takole med strokovnjaki, čisto kulinaričen nasvet. Namreč, ali se tudi vama ne zdi, da bi bilo dobro, da bi se prej umil noge? Pa res? Na to niti nisem pomislil. Kaj pravite vi? Kaj pa jaz vem? Če bo potem škrtalo med zobmi, mogoče pa bolje, da si umije. Točno, to je prava beseda. Higiena je temelj zdrave prehrane. Z golim očesom glivic ne vidiš. Jaz pa čutim, kako me grizajo. Pravilno. Telesna čistoča še nikomu ni škodila. Obratno, individuumu zagotavlja zdravje in dolgo življenje. Takoj vam bom dal brisačo. Nepreklicno sta torej sklenila, da me bosta... Jo, mislil sem, da smo to že razčistili. Prej ste govorili nekaj o žrtvovanju. Ja, opozoril sem na to, da je to nekaj zelo lepega. Povejte, no, še kaj. No, saj sem se naštel. Tovarištvo, pripravljenost, da se predaš. Da, vse to drži. Ja, vidite, prejle pa mi niste verjeli. Verjetno še nisem bil dovolj zrel, poučen. Še pa vidim, da na vsem tem nekaj je. Ni še prepozno. Grdo je bilo od mene, da sem zavračal vaše argumente. Ja, očitno le niste pokvarjeni do zadnjega vlakna, če zdaj brejo iz vas plemenita čustva. Mogoče bi si še drugo? Takoj, samo še med prsti. Ampak, da se vrneva k najni temi, povedati vam moram, da se je zdaj v meni prebudil drug, boljši človek. Mimo grede, ali ste čisto trdo odločeni? Ja, ampak gospod! Seveda, o čem sem že govoril? A ja, drug, boljši človek. Ja. Končno je nekaj čisto drugega, če te pojedo kot navadno žrtev nasilja ali pa kot boljšega človeka, ki čuti potrebo, da se preda zaradi notranjega klica in ker ga v to ženejo plemenita čustva. Recite, mislite, je stvar odločena? Častna beseda. Potem se ne da ničesar več spremeniti. Torej, kaj sem hotel reči? To ti da notranje zadoščenje, občutek svobode. Neodvisnosti. Končno ste se spametovali. Gospa kolegica, dajte prosim milo. Samo ne mislite, da sem objekt brez volje. Nihče ne mara kaj takega.
Zagotavljam vam, da vas znava ceniti. V najen želodec, mislim, spomin, boste prišli kot junak, kot svetla podoba nesebičnosti. Mislim pa, da je zdaj leva noga dovolj čista? Vsekako. Desna pa je že tako ali tako dovolj čista. Dajte mi brisačo pa konec. Ne, tudi za desno se malo pobrigajte. Kot želite. Ja, mogoče pa res. Jaz sam sem sprejel to veliko odločitev. Prvi sem se spomnil, da se bom žrtvoval za skupnost. Malo sode bikarbone ne bi škodilo. Ne, tudi z Milom gresta, a malo pa lahko že počakava. Počakava? Ko pa stoprovali še tako lačna, ne, nikoli. Samo ne izgubljajte potrpljenja, takoj nam bo uspelo. Zdaj, ko sem spregledal, nog več ne potrebujem. Kam naj bodo umazane? Nate brisačo. Zdaj smo pripravljeni. Gospoda, hvala vama. Zdaj sem končno postal polnovreden človek. Odkril sem ideale, ki jih doslej nisem poznal. Ni zakaj, veselje nam je. Imam svoje dostojanstvo. Kakšen pa je konec koncev položaj? 3 smo in jaz sam bom rešil ostala 2. Dovolite mi, da še rečem nekaj na kratko o svobodi. A bo dolgo? Samo nekaj besed. No, potem pa le dajte. Svoboda! To ni nič. Šele prava svoboda je nekaj. Zakaj? Ker je prava in zato boljša. Mislimo logično, če prava svoboda ni isto kot navadna svoboda, kje pa je potem? Se to je vendar jasno. Prava svoboda je le tam, kjer ni navadne svobode. Šef, kje pa je sol? Ma ne motite takšnih trenutkih. V kovčku čisto spore. Prav zato. Šef, našla sem teletino z grahom. Hitrejo skrite! Prav zato. Če vam je prav, bi raje teletino z grahom. Veste, kaj to pomeni? In razen tega. In prav zato. Kaj razen tega? Ja, a ne vidite? Zdaj je srečen.